V Zgornjih Gorjah, v hiši, pred katero stoji manjši čebeljak, okoli nje pa trava ni vedno lepo pokošena, živi Anja Bunderla. Vsestranska umetnica, ki v svoje ustvarjanje vključuje najbolj pridne delavke – čebele. Po poklicu profesorica likovne umetnosti in hkrati čebelarka, ki zbira med iz različnih delov sveta, ljubi deževne dni in naravo. Narava pa slikarstvo ali pa umetnost mi je bila zmeraj blizu. To sem počela od nekdaj. Ali so me zanimale žuželke, čmrli, metulji, hrošči, vse mi je bilo tako zanimivo. Slikarstvo pa tudi, rada sem risala pa slikala. Da sem pa prav čebele, čebelarstvo začela vključevati, je bilo pa od leta 2010 naprej, ko sem se bolj začela poglabljati v svet čebel. Ker šele ko spoznaš čebele, pa delaš čebelem, lahko kaj ustvarjaš tudi z njimi. Ker če ne poznaš, če si samo umetnik, pa rečeš, ja, to bi bilo fajn narediti, a ne, pa dajmo nekaj probati, ne bo nič ratalo, moraš imeti znanje v tem. Kmalu po končanem študiju je začela z delom v Čebelarskem muzeju v Radovljici. Prvi jo je v svet čebel vpeljal čebelar Brane Kozinc. In tako se je vse skupaj začelo, da je to zdaj neločljiv del mojega življenja, čebele pa slikarstva. Kako bi opisali svoj stil ustvarjanja? Ko smo se sprehajali, tukaj pri vas zelo različne in motive in tehnike opazimo. To pa zato, ker vsaka stvar rab svoje življenje. Ne morem jaz slikati nekega težjega motiva z lahkimi akrilnimi prelivi, ampak težka zadeva rab težko stvar. Če slikam garteljne na lesu, to je vse tako zemeljsko, prvinsko. Mora biti les prvinski, ki ga je tudi težko dobiti, zdaj iz starih dnov recimo. In tudi barve morajo biti težke, to so oljne težke paste. Potem po drugi strani si pa zaželim ali pa vidim nekaj v naravi, wow, to pa tako megleno, tako velinsko izgleda. In če želiš pa vile slikati ali pa nekaj abstraktnega, prelivajočega se, pa moraš delati drugačno tehniko. Zato imam toliko različnih stvari, ker me vse zanima. Narava je tudi tako raznolika, od teh težkih zadev, zemeljskih, do nebesnih, lahkih. Kaj pa vas najbolj inspirira? Oziroma, kje dobite ideje za vaše ustvarjanje, pa kje tudi najrajši ustvarjate in kdaj? No, tako kot imam različne motive, pa različne tehnike, tudi lokacije slikanja spreminjam. Zdaj trenutno smo na mestu, kjer zdaj slikam, trenutno. Sicer pa tudi spodaj v garaž slikam, lahko zunaj na balkonu, lahko, ne vem, čisto odvisno. Navdih za nova umetniška dela ali nov projekt išče povsod. Inspirirajo lahko še tako majhna, marsikomu povsem nepomembna stvar. Take stvari, ki jih ne vidi vsak, ali so to zdaj mitološka bitja, ki ne verjamemo več v njih, ali je to živalski svet, rastlinski svet, narava. Narava pa sploh posebno zadnje čase. Zdaj nazadnje sem naslikala vršče, to je pašnik nad Vintgarjem, ki ga želi občina spremeniti nastal je OPPN vršče, podrobni prostorski načrt, in tam želijo narediti glamping, camping, parkirišče za avtodome in tako. In meni je tega groza, zato sem naslikala ta pašnik in zdaj potuje od knjižnice do vaških gostiln in da ljudje vidijo, kaj imamo mi nad Vintgarjem, kakšen lep kraj in da bi ga bilo škoda spremeniti. Umetnost ni le nekaj lepega, umetnost mora biti kritična. Ustvarja takrat, ko ima čas za to. Ko so čebele zadovoljne, se spravim k delu. To so lahko tudi naročila, ker takrat je to kot vsako drugo delo, pač je treba delati in se usedeš in delaš, slikaš. Potem pa, kadar pa sama slikam iz navdiha, je pa to lahko tudi, če odvzamemo čas za čebele, kadarkoli. Ali je to zjutraj, zvečer,
sred dneva. Fajn je, če je dež, da te ne sil ven. Kadar sem zunaj, vse je neko ustvarjanje. Če si zunaj, iščeš navdihe, vidiš stvari, potem, če je pa slabo vreme, slabo v narekovajih, meni je to dobro vreme, da je dež, se pa zapreš noter pa slikaš. In takrat ni pomembno nič drugega, le platno in čopič v roki. Na začetku razmišljam o tem, o barvah, če želiš nekaj ustvariti, neko vzdušje prikazati, katere barve boš namešal, čisto tisto umetniško od ustvarjanja razmišljaš. Potem razmišljaš vmes tudi lahko o stvari, ki te je ganila, o kakšnem dogodku, o nepravilnostih, malo postaneš kritičen, lahko se vmes slika tudi spremeni zaradi tega mišljenja, ker te je en dogodek se te je dotaknil in začneš na drug način vplivati na sliko. Lahko postaneš med sliko tudi bolj družbeno kritičen, lahko se pa čisto prepustiš toku in delaš, kar vidiš, da paše skupaj na sliki. Čisto različno. Pravi, da v svojih umetniških delih združuje misli, umetnost, naravo, mitološko izročilo, tradicionalna znanja in ljudsko dediščino. V življenju so zmeraj take poti, ki te nekam vižajo, potem te pa samo življenje pelje tja, da se niti ne zavedaš. Ne? In mene je v čebelarstvo pa v slikarstvo skupaj, tako kot je bil tudi Anton Janša, najprej slikar, je šel študirati slikarstvo kot prvo. Potem je postal šele tak uradni čebelar na dvoru. In tudi mene je pot, ne vem, izgleda, obstaja neka povezava med umetnostjo pa čebelarstvom. Se nisem edina, tudi veliko drugih čebelarjev se ukvarja tudi s tem. Nenazadnje so poslikavali panjske končnice, to je umetnost in čebelari sami so jih tudi poslikavali. Tudi sama na star, tradicionalen način ustvarja panjske končnice. Uporablja enako tehniko in postopek, kot so ga uporabljali pred 200 leti. Ker takrat barv v tubah še ni bilo, so jih morali narediti sami. Pigment narediš, pigmente so pa pridobivali iz kamnin ali pa iz zemlje in to so na fino zmleli v pigment in ta pigment meša z lanenim oljem. To so dobili barvno pasto in s tem so začeli poslikavati. Prva faza je bila, da so poslikali samo podlago, potem se je ta podlaga posušila, laneno olje se kar nekaj časa suši. Na to podlago so naslikali motiv, ki so ga tudi velikokrat preslikali iz veliko podobnih motivov. So ga preslikali na en poseben način, so imeli luknjičast motiv in so gor z ogljem potapkali, da se je motiv prenesel gor. Potem so pa ta motiv poslikali, to je bila druga faza, in spet pustili, da se je posušil. Tretja faza je pa bila, da so še obrobe dodelali in na tak način se je končnica izdelala. In take končnice, ki so narejene na tak način, so tudi najbolj obstojne. Potem, ko so začeli uporabljati tovarniško izdelane barve v začetku 20. stoletja, so barve začele pokati, akril temu zdaj rečemo, pokati, voda je prišla vmes, končnice so začele gniti in take končnice so hitro strohnele kot pa take, ki jih imamo že več stoletij. Motivi na panjskih končnicah se ponavljajo, nekaj pa je tistih najbolj značilnih. To so kakšne rozete ali pa trutamore, kot je tam, zvezde, zato da bi zaščitili čebele. To je bil sploh namen poslikavanja. Potem so začeli slikati religiozne motive, verske, Marijo, najstarejša znana je tam iz leta 1758, ki jo hranijo v Čebelarskem muzeju Radovljic. To so vse replike po originalih. Potem svetnike, sveti duh, tam golobčke. Od religioznih motivov so pa potem prešli še na satirične motive, kot so Lovčev pogreb, ta je zelo znana, potem Babji mlin, ko staro žensko dajo v mlin, mlada pride ven. Mož pelje domov pijano žensko, pa zelo znana je tudi hudiča brusita jezik ženski.
To so te najbolj znane. Pri vseh panjskih končnicah gre za motive iz zbirke originalov. To so vse motivi iz Slovenskega etnografskega muzeja, Čebelarskega muzeja, iz čebelnjaka Antona Janše. Sicer niso od takrat od Janša, za časa Janše, ampak so bili na čebelnjaku. In potem sem te končnice spravila recimo temu v prvotno stanje, tako kot so bile naslikane sveže. Ne zdaj, da bi jaz hotela narediti tak občutek, kot da so postarane, ampak včasih so tudi nove slikali. In potem, če daš ti na panj, se potem čez 200 let bojo pa rekli, zdaj pa je stara končnica. Leta 2015 je podala pobudo za vpis tehnike poslikavanja panjskih končnic v register nesnovne kulturne dediščine. Maja letos je bila pobuda sprejeta, Anja Bunderla pa za zdaj ostaja edina nosilka te dejavnosti. Ta korak se šteje v veliko zmago. Po vseh prodajalnah se prodajajo panjske končnice kot nek spominek. Ampak te panjske končnice so zdaleč od tega, kar naj bi panjska končnica bila. Panjska končnica je narejena po točno določeni tehniki, kot je bila ta tehnika, ki sem jo opisala. Izbran mora biti kvaliteten les, ponavadi je bil smrekov les, ne sme biti grčast, letnice morajo biti čim bolj skupaj, gost les je to. In samo taka končnica je prava končnica. Vse, kar je drugo, je pa, lahko rečemo, poslikava na les. Težko bi rekli poslikana panjska končnica kot taka, sploh ne, kar je zdaj upisano v registru. Ja, gre za kar pomembno stvar, pomemben korak na tem področju. Ker to je res ena zelo posebna slovenska kulturna dediščina, samo slovenska. Nikjer drugje na svetu ne boste na čebelnjaku našli panjskih končnic. Čebelam je posvečena tudi naslednja knjiga, pri kateri kot ilustratorka ponovno sodeluje z Branetom Kozincem. Glavna junakinja bo čebelica Anja in istoimenskost ni naključje, saj kot pravi, ste si s čebelico značajsko precej podobni. Ta knjiga je nastala zato, ker sva želela uprizoriti eno življenje čebele. Saj obstajajo otroške knjigce in jih se prodajajo, pa so v redu, ampak ni pa še take knjige, ki bi res dejansko življenje ene čebele prikazovalo, od rojstva do zaključka svojega življenja. Ves ta cikel in te faze njenega življenja so opisane v tej knjigci in jaz sem jih še ilustrirala na tak način, da še podpre te besede. Samo en detajl iz knjigce, recimo, da povem, se je čebelica Anja učila leteti in zdaj čmrljo je prehitel. Kaj zdaj narediti? Zakaj je čmrlj tako hitrejš? A je to čist nekaj fizičnega ali bi lahko Anja nekaj spremenila na sebi, da bi letala tako hitro kot čmrlj? In nekaj spremeni na sebi. Ja, kaj pa spremeni na sebi, bo pa potem znano, ko izide. To bo pa prej slej. V Samozaložbi je že izdala knjigo z naslovom Vilinsko jezero. Ljudska pripovedka govori o nastanku Blejskega jezera. In knjigo Z okoljčno bled prekrasen si. Tam je pa tudi nekaj pesmi, mojih pesmi. Mislim, da je bilo to leta 2013. In tiste vsebine, ki so se mi takrat vtisnile, tisto leto vtisnile, v spomin sem jih zapisala. To je bilo tudi za muzejsko društvo delam, za razglede muzejskega društva, tam noter so tudi slike, sicer je pa to izšlo s pomočjo grajske tiskarne blejske. Ročno izdelana knjižica je vezana na način, kot je bila vezana pred stoletji. Je ilustratorka, izraža se slikarsko, poetično in kiparsko, poleg vsega pa je tudi čebelarka. MPK imam iz čebelarstva, nacionalno poklicno kvalifikacijo, vzrejam matice tudi, kranjske sivke, pridelujem med. Ja, vse, kar je v zvezi s čebelarstvom, se lotam. In želim živeti na način čebelarstva, ker jaz takoj vidim, kdo je po duši čebelar ali pa da ima rad naravo, ko pogledam njegov vrt.
Če je travca 2 mm pokošena, preprogca, popeglana, to vidim, da ni pazljiv na rože, ni pazljiv ne na to, da je, jaz imam pod travanku, bomo tudi lahko šli pogledat, imam 4 gnezda čmrljev, ker kosim s koso. To je treba biti na vse to pazljiv. Če že želimo poudarjati neko biotsko raznovrstnost, to, da želimo zaščititi čebele, ki je zdaj toliko govora o tem, ne smemo to samo ene programe imeti, pa projekte o tem, to moramo sami začeti tako živeti. Včasih je težko, včasih rečejo, kakšen imaš, kakšna je pa ta trava, lepa je. V travniku okoli njene hiše je polno življenja, vsepovsod je slišati brenčanje čebel. To so kranjske sivke. Če rečemo, da so to kranjske sivke, to pove vse. Vse pičijo, kakšna pič, ampak to lahko rečemo lahko pa rečemo apiterapija. Imate tudi svoj čebeljak in izdelujete tudi razne stvari iz čebeljega voska. Kaj? Ja, to niso te običajne stvari, ki imamo v mislih, da v kalupe vlivaš vosek, ampak so to take zadeve, ki jih še nobeden ni ustvaril. To so reliefni motivi iz voska, narejeni na satne osnove, in potem te osnove dam v pan in te motive čebele nadgrajujejo, nekaj grizejo, nekaj prestavljajo, te voščene vosek prestavljajo in vsakih nekaj dni se to vzame ven, pofotografira in spet da nazaj njim noter. Zanimivo pa je, ker potem tudi vidiš storilnost določenih družin, nekatere družine zelo hitro gradijo, druge ne. Potem na koncu že motiv čist spremenijo, lahko so to portreti, kot sva jih prej gledali, lahko se lotijo takoj. Mene so postopoma, moj portret, ki sem ga naredila, so postopoma nadgrajevale in to je traja kakšne 2 tedna, da so naredile to, kar so naredile. Potem sem jim pa odvzela ven, ker če bi še naprej pustila, bi še čebele začele dajati medičino noter, potem nekaj premažejo s propolisom, ampak to zame ne bi bilo več zanimivo. Z vključevanjem čebel v svoje delo ustvarja svojevrstno umetnost. Če si umetnik, je to del tebe, se mi zdi. Ne moreš se enkrat odločiti pa postati umetnik. Moraš tak biti že po naravi, ali da si občutljiv, da vidiš stvari, da si pazljiv na kakšne motive, da tudi v navadni majhni marjetici ali pa rožici, ki niti ne poznamo, ne vemo imena, da vidiš nekaj lepega noter. Ko vprašam glede ciljev in načrtov za prihodnost, je odgovor preprost. Ostaja v slikarstvu in čebelarstvu, svoje znanje želi poglabljati in še naprej sodelovati s čebelami. Želim, tako živeti, kot živim, kamor pot zapelje, malo jo še preusmeriš, če vidiš, da ni glih prav, da bi rad šel tja in majhen zvižeš stran. Drugače se pa prepustim temu, kar pride.